Živijo, Uroš tukaj iz Kimitala. Danes sem za vas pripravil eno vadbo v naravi, tako kot sem vam obljubil. In sicer si bomo pogledali osnove nordijske hoje. Verjamem, da ste že vsi to probali, ali pa ste slišali o tem. Na danes bomo šli pa na hiter čez, skozi en take hiter tečaj nordijske hoje nadaljavo. Pa kar začnimo. Prva stvar pri nordijski hoji so palice. To je v bistvu ena edina oprema, ki jo za nordijsko hojo potrebujete. Nordijske palice so malo specifične, lahko pa za začetek probate tudi s čist navadnimi pohodnimi palicami. Imajo sicer nekaj pomanjkljivosti, ampak za začetek, da ugotovite, če vam sploh ta oblika aktivnosti odgovarja, bodo čist dovolj. Najbolj pomembna značilnost nordijskih palic je ta, da imajo poseben prilagojen ročaj. In sicer držalo ima take posebne zanke, kamor si roko lahko zataknete. In to vam potem omogoča, da ne rabite palice prijemati močno, ampak lahko enostavno se naslonite na tale pašček. So malenkost lažje od pohodnih palic, sicer je pa to zelo odvisno od materijala, z katerega so. Tako da obstajajo karbonske, obstajajo aluminijaste, obstajajo deljeno karbonsko-aluminijaste. Tako da, če imate svoje, pa če si kupujete, bodo za začetek aluminijaste čisto dovolj. Sicer so malenkost težje, ampak so veliko bolj trpežne. Karbonske veliko hitreje počijo, sploh če ne obremenite samo v vertikalni smeri, ampak jih slučajno brcate. Druga stvar pri palicah so pa tele špice. V prvi vrsti so namenjene, zaradi tega so tudi dokaj ostre, zato da ko jo zapičite v tla, da je v bistvu odriv stabilen, da je siguren in zato morajo biti ostre in so bolj ostre od recimo pohodnih palic. Druga stvar je pa zaradi tega, ker so ostre, morate biti bolj pazljivi s palicami, oziroma kako z njimi rokujete. V prvi vrsti, da ne zabodete med samo hojo sebe, a v drugi vrsti pa, ko jih recimo nosite v rokah, ali pa ko jih uporabite za način transporta, se pravi, ko jih prenašate, da vedno špice gledajo naprej. Se pravi, na ta način vidite, kam v bistvu z njimi mahate, na ta način veliko bolj varno za vas in pa tudi za ljudi okoli vas. Tako da, tukaj velja ena taka previdnost, da se slučajno ne pride do kakšne poškodbe in to je tudi ena izmed najbolj pomembnih stvari, katero morate paziti. Gremo k reakcija. Se pravi, na osnovne tehnike hoje s palicami oziroma z nordijskimi palicami. Gremo. Pa še to. Palice naj bodo nekje dolžine, da vam roke pridejo v pravi kot. Se pravi, to je tam nekje 0,68, 0,7 krat vaša telesna višina. Za bolj izkušene so lahko malenkost daljše. Za začetnike so pa lahko tudi malenkost krajše, boste z njimi lažje operirati. Prva tehnika je dvotaktni diagonalni korak. Sliši se zelo učeno, ampak načeloma gre to za čist navadno hojo za nasprotno roko, nasprotno nogo. Tako kot hodimo brez palic, s tem, da si samo pri nordijski hoji pomagamo in na ta način podaljšamo korak, naredimo hojo veliko bolj aktivno. Pri nordijski hoji mora biti korak daljši kot pri hoji brez palic. Tehnika pa izgleda takole, da v bistvu uporabljamo obod palice med sprednjo in zadnjo nogo, pod kotom, nekje med sprednjo in zadnjo. Zdaj, če smo bolj izkušeni, če imamo daljše palice, lahko bolj proti sprednji nogi, če imamo krajše palice oziroma smo bolj začetnik, bolj proti zadnji. Se pravi, ko sprednja noga pristane, obodamo palico pod kotom med sprednjo in zadnjo nogo in se odrinemo v nov korak. Se pravi, ta roka na koncu odrine in zaključi, nam pomaga, da naredimo dolg korak. Najlažje je s to tehniko začeti, se pravi z vlečenjem palic ob telesu, enostavno hojo, roke začnejo gibati čisto v naravnem gibanju naprej nazaj, se uskladijo za nasprotno roko, nasprotno nogo in potem samo začnemo počasi ubadati roke in naenkrat začutimo, da se lahko odrinemo, potem pa počasi podaljšamo korak in pospešimo in čutimo, kako je v bistvu ta hoja postala veliko bolj aktivna. Trup naj bo pri nordijski hoji skozi malenkost nagnjen naprej, glava gleda v smeri horizonta, se pravi naprej, kamor se premikamo, roke aktivne, pristajamo nekje na peto, kar dosti daleč pred telesom, palce zabadamo, tako kot smo rekli že prej, med sprednjo in zadnjo stopalo, z rokami pa se odrivamo in čeprav izvajamo vajo, močno začutimo delo tudi rok, iztegovalk nog, se pravi zadnjica,
tudi zadnje stegenske in mečne mišice. Prej smo že govorili o dvotaktnem diagonalnem koraku, kjer je nekako najbolj naraven korak za naše premikanje, našo hojo. Poznamo pa tudi soročno odribanje, se pravi na vsak drugi, na tretji ali pa na četrti korak. Pa kar, če gremo pokazati. Tehnika je praktično ista. S tem naprej, ko smo pristali na eno nogo, smo ubadali palico z eno roko, sedaj pa to naredimo soročno. Se pravi isto med sprednjo in zadnjo nogo, pod kotom in se tele odrinemo naprej. Se pravi, obodemo, se odrinemo na koncu, lahko malenko spustimo palice in jih potegnemo v nov korak. Dvokorak s soročnim odribom je bolj intenzivna oblika, zato se ga uporablja recimo na kakšnih klancih, kjer moramo bolj uporabljati roke, da pridemo v bistvu naprej, da se premikamo. In je tudi zato bolj težka oblika oziroma bolj napredna oblika. Trokorak, štiri-korak s soročnim odribom pa se bolj uporablja za hojo po ravnini, kjer imamo več časa, da roke odrinejo, da zaključijo odriv in jih pripeljamo nazaj naprej. Trokorak je sploh dober, ker menjamo nogo, se pravi enkrat leva sprednja, drugič je desna, menjamo enkrat na levo, enkrat na desno. Na pač štiri korak pa imamo vedno eno vodilno, zato je dobro kdaj pa kdaj tudi zamenjati. Ok, to je bilo dejansko zelo na hitro o nordijski hoji, se pravi pogledali smo si dvotaktni diagonalni korak, kjer se roke premikajo v istem mehanizmu kot pri hoji in pogledali smo si različne soročne odrive. Na sami hoji poskusite tehnike čim bolj menjati. Se pravi, da enkrat uporabljate dvotaktni diagonalni korak, enkrat soročni odriv na dvo, na tro, na štiri korak. Predvsem pa prilagajate tehniko terenu, se pravi na bolj ravnem, kjer se lahko malo spočijete, uporabljate mogoče soročni odriv na tro ali pa štiri korak. Na klancih pa recimo boljš pride upoštev dvotaktni diagonalni korak ali pa celo soročni odriv na vsak drugi korak. Da bo nordijska hoja imela nek takšen v bistvu učinek, se pravi vadbeni učinek, da povzroči neke spremembe, se pravi na obliki vzdržljivostnega treninga, ali pa celo tudi malo v razvoju moči mišic zgornjega telesa, ali pa tudi nog, mora biti dovolj intenzivna. Se pravi, če greste recimo hoditi v paru ali pa še s kom, lahko je večina treninga, se pravi, da se lahko pogovarjate, kakšen delček pa mora biti tudi tukaj intenziven, da ne morete voditi pogovor, se pravi, da se ne morete pogovarjati v celih stavkih, da se zadihate, da se prepotite, da se malo rdečica pojavi na vašem obrazu in to je pol v bistvu tista prava vadba, da ni to v bistvu sprehod v trgovino in da so palice samo za ravnotežje, ampak so palice dejansko nek vadbeni pripomoček, ki vam omogoča, da lahko obremenite tudi zgornji del trupa in na ta način dosežete boljši vadbeni učinek. Tako da predlagam, da si izberete na traso, ki je razgibana, se pravi, da gre malo gor, malo dol. Na klance naredite v bistvu kot malo bolj intenziven del, po ravnini pa se lahko malenkost zadihate. Se pravi, glih kontra, kot pa se večinoma to vzamemo, se pravi navadi na ravnini, gremo malo hitrej, pa pod klance počivamo, tokrat pejte pa recimo glih kontra, se pravi, da greste v klance malo hitrej, da tam naredite krajše intervale, a po ravnini pa se spočijete. Se vidimo.